Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer v tem predvolilnem času pripravljamo za vas različne oddaje z to volilno tematiko, vezano na prihajajoče evropske volitve, ki bodo v nedeljo 9. junija. No, tokrat bo ta oddaja namenjena eno malo drugačnemu pogledu na te volitve, kajte v studiu smo povabili ljudi, ki ne kandidirajo na teh volitvah in tudi niso v nobeni politični opciji v Sloveniji. Tako je z nami gospod Dejan Bogdan, dober poznavalec Evropske unije, drugače pa tudi moj prijatelj, gospod Dejan. Zdrav. Zdrav. Z nami je tudi gospod dr. Bernard Goršak, ki se zelo dobro pozna ta ustroj Evropske unije, kajti s to tematiko se že kar nekaj časa ukvarjaš, drugače tudi seveda naš sodelavec, tudi poznate ga iz malih zaslonov, tako da Bernard, lepo pozdravljen v naši družbi. Hvala, Simon, zdravo. In seveda še moja malenkost kot odgovorni urednik Televizije AS, ves čas pri vseh volitvah za vas pripravljamo različne oddaje z kandidatkami in kandidati, ki kandidirajo na različnih volitvah, tako da vam nekako poskušamo približati kakšno načelo in kakšno vizijo in kaj bi radi ti, ki kandidirajo, morda dosegli z svojim uspehom na volitvah. No, pa gremo sedaj z mojima kolegoma, da začnemo malo debatirati o teh volitvah, pa morda gospod, Dejan, ne bom vikal, no? Pa morda, kako ti gledaš na letošnje volitve, ki bodo 9. junija? Kakšen je tvoj pogled? Tokrat malo bolj površen. Ne spremljam toliko, ne berem toliko nekih programov, ampak poskušam ugotoviti, ali imamo na politični sceni tudi ljudi, ki razmišljajo mogoče dlje kot samo za naslednjih 5 let, da imajo nek pogled mogoče tudi do leta 2040, 2050. To pomeni tudi malo, če je malo vizije prisotne glede tistih ključnih tem, ki čakajo nas, našo generacijo, prihodnje generacije. In če tu najdem mogoče kakšen zanimiv odgovor oziroma me kdo mogoče navduši, zaenkrat še me ni, ampak mogoče to tudi iz razloga, da malo bolj površno spremljam. Tako da splošno mnenje, po mojem, zelo pomembne volitve. Pa ne bom rekel zdaj, da bo, ne vem, neka... Za koga? Ja, dobro vprašanje, za koga, ampak če gledamo kot Evropsko unijo, kot celoto, zdaj če gledamo nas, zdaj si nas predstavil kot neke nepolitike, ki se ne ukvarjamo s politiko, se spomnim naše debate čist slučajno pred mogoče kakim 2 mesecama, ko smo se o pijači pogovarjali, kdo bo pa skrbel za nas, ko bomo starejši. Pa vem, da je Bernard rekel, kdo bo skrbel, kdo nas bo previjal, po domače rečeno, kdo nam bo hrano prinesel. Bomo imeli dovolj ljudi, delovne sile, ki bo takrat lahko za nas poskrbela, ker če gledamo neko statistiko, včasih tudi malo lahko statistiko pogledamo, če bodo se ti trendi nadaljevali, bo Evropski uniji zmanjkalo, če gledamo med delovno aktivnim prebivalstvom, bo zmanjkalo od 20 do 35 milijonov ljudi do leta 2040. Ta številka razpon je sicer velik, ampak je odvisno, kakšen bo pritok delovnih migrantov. To se sprašujem, ali bo Evropska unija sploh še ohranila, ali bo funkcionirala lahko normalno. Jaz sem zdaj sicer vzel taki primer, ker smo se mi na pijači pogovarjali in zdaj sem slučajno ARD gledal pred nekaj tedni nemško televizijo, oziroma mislim, da sem prebral situacijo v nekem domu za starejše v Berlinu, da so imeli težavo, ko se je šlo za situacijo, ko je prišlo do prevzemanja dela od popoldanske do nočne izmene v domu za starejše in potem so ugotovili, da v nočni izmeni ni kvalificirane osebe, ki bi lahko oskrbovancem razdelila zdravila. In so morali poklicati, mislim, da nujno medicinsko pomoč, oziroma kako imajo to v Nemčiji urejeno gasilce, ne vem koga, da so v tistih nekaj urah imeli kvalificirano osebo, dokler je niso našli izmed kadra nekoga, ki je bil pripravljen priti. In potem, zdaj je bila pač taka mogoče tudi nerodna situacija, mogoče splet okoliščin, ampak so se mediji takrat začeli spraševati, kaj bo pa,
v prihodnosti, če bo samo v Nemčiji lahko zmanjka tam do 500 do 600 tisoč negovalcev samo, ne? Ja. In to mene, take teme mene skrbijo, to bi rad slišal nek odgovor, demografija, recimo, ne, konkretno prvo, pa da ne bom zdaj samo jaz govoril na začetku. Ampak zakaj recimo to ni tema na letošnjih volitvah? Zakaj to bi bilo ena izmed najbolj pomembnih tem, ki bi vsi nekako, o kateri bi debatirali, pa katera stranka bi potem imela za to najboljše rešitve? Jaz te teme nisem nikjer videl. Ja, jaz po mojem, Madžarska s tem ne bo imela takih težav, se pravi, če se govori o Evropski uniji, vseeno se ne gre pospraševati, bodo določene regije, ko bodo imele te težave. Ker če nekdo pristopi pravočasno k programu, ne vem, mladih družin, natalitete, mi vemo, ker živimo tu blizu Madžarske, kaj je bilo v porabi. Da so nekatere vasi bile na robu izumrtja, je bilo vprašanje leta 2-3, da bo samo stari ljudje pa nobenega več. Ne. Danes se je to spremenilo. Zakaj? Ker nekatere ukrepe lahko sprejme samo politika, niti lokalna skupnost ne, in te so sprejeli, zdaj bodi nam všeč ali ne Orban, samo oni so povečali željo po imeti več otrok. Tega ni. Mi se lahko vprašamo, zakaj Evropa noče imeti več otrok, zakaj je rekla ne življenju. Lahko samo... Ja, seveda, prosim, daj, kako, ja. Kaj vidva mislite, ali smo, zdaj naša generacija, ne, ko smo samo nekje malo koliko toliko skupaj, ne, smo mi generacija, ki živi za to, da dela, generacija, ki pa prihaja za nami, pa so generacije, da delajo za to, da živijo. Pa mogoče to, kaj z nataliteto, potem rodnostjo tudi povezano, da mogoče hočejo življenje na drugače pristopiti. Vse povezano. Mislim, tu gre za vrednote. Ne? Ko si ti enkrat imel družino, ki je bila večgeneracijska, ki so živeli stari skupaj z mladimi, 3 generacije, ne? Potem si tudi vrednote prevzel, ne? Tiste, ne vem, da veš, da moraš delati, da moraš prevzemati neke dolžnosti, da tisto, kar se dogaja danes tvojim starim staršem, se bo čez, ne vem, 60-70 let tebi dogajalo, če si 10-leten otrok. In to ti spremljaš, vidiš. Zdaj si pa odtujen od tega, zdaj politiki seveda želijo saditi rožice, tako kot vedno, ne? To bi malo skočil samo, če dovoljš, na začetku, ko je on Dejan omenil, ne? Meni je nekaj ključnega bilo, da si letos ni mogel vzeti časa, da bi prebral programe. Pa si bo rekel, si sploh kdaj prebral, pa zakaj bi bral, oziroma koliko ljudi bere programe. Ker jaz ne verjamem, da je nekaj, kar je zdaj napisano v programu, tako zelo pomembno, da bi se nekdo samo na podlagi programa odločal za eno ali drugo opcijo. Po moje se ljudje tudi vprašanje okrog, da oni hočejo videti ukrepe. To, kar zdaj rečem, da je Orban naredil v porabi, oziroma ne samo na porabi, ve se z temi, ne vem, subvencijami oziroma nepovratnimi sredstvi v reševanje vprašanja, ne vem, stalnega bivališča, pa še v javnem prometu imajo večje družine velike ugodnosti, potem tudi pri nakupu, ne vem, avta, pri šolanju in tako naprej. Da enostavno ti ne moreš brez vidnih rezultatov verjeti, da bo nekaj, kar je zdaj na črka papirja, da se bo materializiralo. Če se pa ne materializira, mi očitajo vladi, ne, obljubili ste to in to, pa zdaj katerakoli vlada, ker jaz, ko je bila leva, nisem volil, ko je bila desna, nisem volil, ravno zaradi tega, ker potem flancajo. Jaz, če lahko dovolite, zdaj sem se spomnil, ne, če že imamo vmes brainstorminge, imel sem kolega, ki je risal karikature, mislim, da za večer. In enkrat pred volitvami, ne, pa me je prosil, če bom kdaj kaj pomagal s kakimi, ne vem, idejami za karikaturo. In enkrat sem mu dal idejo za karikaturo, ne, in jo je narisal, ni bilo v redu, ne, peljajo z rešilcem v umobolnico človeka, ne, potem pa tam okrog stoječi ljudje sprašujejo, kaj pa je, ne, z njim. Je rekel, verjame predvolilnim obljubam. Pa tak je za mene samo... No, jaz pa mislim, da tudi pri demografiji je to, se lepo vidi, da jaz mislim, da tem oblastnikom tudi niti ni v interes. Ja, se strinjam, niti v interesu, da bi mi imeli, bom rekel, večjo nataliteto, kajte, če bi jim to res bilo v interese. Samo se spomnimo v času korone, koliko so dali za propagando, ko so propagirali in cepljenje pa te stvari. To so bili milijoni in milijoni. Ne? In če jim je bil takrat interes, kaj so naredili. Zakaj pa potem pri demografiji ne začnejo spodbujati ljudi? Da naj imajo več otrok, tudi finančno bi spodbujali. Jaz sam pravim, takrat je bil nek interes po nekem cepljenju, kakorkoli že, pa zdaj, če bi bil interes za povečati rojstvo, ja, se pa bi lahko tudi se država bolj pobrila za to, ampak jaz imam občutek, da to ni interes. Simon, ti si nedolgo, pa je objavljen, že bil na naši televiziji intervju z profesorjem Malačičem, ne, ki spremlja to demografijo. Pa jaz sem ga poslušal, ne vem, več kot 10-20 let nazaj, ko je ne samo opozarjal, oziroma so bližili jasni trendi, ne, in kam
kam to pelje, je jasno, ne, v te probleme, ko si jih ti rekel. Ne, in se pravi, niti ni, moraš biti prav se namerno delati slep, da ignoriraš stvari, pa rečeš, da niso pomembne, ne bodo pomembne, ko pa postanejo stvar preživetja. Se pravi, ne da nam premakuje strokovnjakov, ne da je to nekdo ni mogel tega diagnosticirati. Vprašaš se lahko, zakaj to nekdo namerno ignorira. Ne? In tu smo pri vprašanju, zakaj bi jaz sploh verjel še kakemu politiku, ki potem pred volitvami lepo flanca, da bo, ne vem, da bo rožice cvetele, če se njega obljubi. Mislim, izvoli. Pa te recimo, če dovolite, ne? Te pa recimo vsi govorijo, da se bo s temi migranti, ki prihajajo izven Evropske unije, da se bo ta zadeva rešila. Ne? Jaz dvomim v to. Ne? Prvi zato, ker če gledamo dejstva iz Nemčije, ne? Kaj se tam dogaja, ne? Pa je bilo eno mesto v srednje Nemčije, kjer je celo se župan ali kaj on ima, Oberbürgermeister, celo se upal izpostaviti in je enostavno rekel, ne, gledajte, od 2016 do 2021 je prišlo toliko pa toliko teh migrantov, beguncev, kakorkoli že, ne, in vsi, ki so delovno sposobni, jih danes 25% samo je zaposlenih, ki plačujejo v blagajno. 25% jih pač hodi na neke izobraževanja, tečaje, ne vem kaj vse, 50% jih je pa na sociali. Kaj boš potem ti dobo ljudi, ki bodo prevzeli pač neke naloge, ker tega ni, če je pa taka situacija na terenu. Ker ti ljudje, naši predniki, ko so nekdaj hodili na delo v Avstrijo, v Nemčijo in tako naprej, ko so hodili v Ingolstadt, pa nekam so hodili v Celenc, pa v Stuttgart, pa tako naprej, ti ljudje so šli delati tja. Danes pa grejo ti migranti, ki prihajajo izven EU, njih v večini primerov zanimajo samo sociala. In mi s tem ne bomo rešili tega. To je pač moje mnenje, kako jaz gledam na to. In podatki, mislim, dejstvo se to dokaže. Vidimo zdaj recimo, celo v Nemčiji ima tudi Bürgergeld, ne? Ja, se že si učijo, kaj je to Migrantengeld, ne? To dejansko vsi nekako to izkoriščajo, ne? Tako da jaz mislim, da to, kaj nam pač nekako politika prodaja, ka gre v to smer, ka se resen, kako on hodi, ka ljudje izgubijo zanimanje za politiko in predvsem pri evropskih volitvah je to ti fenomen, ka hodi koliko v Sloveniji, niti 30% ljudi ne gre na volitve. Ja, mene pa ena stvar še me malo tako skrbi tudi, ne, zdaj, če smo že pri demografiji, ne, praznjenje podeželja. Ne. Če gledaš statistike, ne, prevladojoče podeželske, ne, regije v Evropski uniji, ne, trendi kažejo, da na letni ravni bodo zgubljale med 260 do 310 tisoč prebivalcev. Ne. Da smo že priča, pa pustimo zdaj migracije od zunaj, ne, ampak če se samo notri usmerimo, da se že dogaja polarizacija med urbanimi območji in podeželjem. Ja, pa si, to sem jaz, če ne bi ti začel, bi jaz tem začel, ker gre za izrazito nehomogene distribucijo tega problema. In zdaj, jaz sem na splošno, če sem to tudi vejo, ne, če sem kot naravovarstvenik ali ekolog, vidim dosti več problemov, ki se začnejo koncentrirati z pritiski na velika mesta, z praznjem podeželja. Naenkrat, vse pritiski z urbanizacije, ne vem, da ne naštevam higieno, socialo, kakorkoli že. In to bo ostalo, ne, verjetno, da tudi, recimo, tako bom zdaj rekel, od teh migrantov, če bi jih zelo enakomerno razpršili, porazdelili, je tudi neka akutnost problema veliko manjša, kot pa če vsi želijo biti, ne vem, nekje v večjih urbanih centrih. In pa zato je to, kar si rekel, da je, ne, rešiti tudi vprašanje praznjenja podeželja. Goričko je imelo 60-70 let nazaj 30% prebivalcev več. In ti so živeli so naravno. Se pravi, tu je bila za 30% večjo populacijo, ki so še vedno trajnostno živeli. Ne? In zdaj ima že, se pravi, tudi vprašanje, ne, kdo bo sploh še ne samo hrano predeloval ali bo res vse samo skoncentrirano, ne, pa da ne zdaj skačem na prodaje teh živilskih obratov velikih, ne, ali bo samo še vse samo skoncentrirano, to, kar ti praviš. Skoncentrirano vprašanje, ne vem, naselitve, skoncentrirano vprašanje, ne vem, oskrbe starostnikov, skoncentrirano vprašanje, ne vem, dobave hrane, ne, to postaja žal, ne, se mi zdi v Evropski uniji. Zakaj nismo izkoristili momentum, COVID je bil danes že omenjen, ne, pustimo zdaj COVID, ampak dosti nas je bilo prisiljeni delati od doma, ne, posledica COVID-a. In nismo izkoristili ta momentum, ker jaz mislim, da je bilo na podeželju COVID lažje preživeti, naber se strinjamo, ne? In zakaj nismo
izkoristili ta momentum, ne, da bi poskušali približati recimo delo nadaljavo, ne, in da so lahko podeželske skupnosti za tiste, ne, ki imajo takšno obliko dela upravljajo, da lahko delajo večinsko recimo nadaljavo, ne, da nismo to izkoristili, ne, in pritegnili na ta način recimo več ljudi na podeželje, ne, da bi, kdor hoče biti v mestu, komu je ta način življenja v mestu, da ima vse pri roki, pa vse te tudi, bom rekel, neke večje dogodke, da ima to vse tam, ki hoče tako živeti, super, absolutno mora tako živeti, ne, ampak mogoče pa tisti, ne, ki pa imajo mogoče malo drugačno motivacijo, drugačne vrednote, drugačne interese, ki jih lahko boljše izpolnjujejo na podeželju, ne, zakaj nismo tu nič naredili, ne, zdaj govorim generalno kot država, kot Evropska unija, ne, da bi na ta način bolj podeželje. Sej kao neki mehanizmi so, oni se lahko sklicujejo, da so inštrumente nekaj nastavili, sej so tudi ukrepi, ne vem, pametne vasi ali kaj jaz vem, karkoli že, ki bi mi prišlo na pamet, ampak problem je, da so tako slabo podprte z financami, mi vemo, ne, za te CLLD, ne, ja, ko smo v bistvu, je kaj, spodnja meja 3%, mi smo namenili za ta steber, mislim, da 5%, nekaj takega, lahko bi pa bil bistveno večji, jaz sem delal v občinah, recimo 2, in pri pogovoru županov je rekel, vse smo tudi mi pritiskali na ministrstvo, dajte okrepite ta steber, ker bomo lahko res iz tega razvoja podeželja dobili več sredstev za te stvari, ki nas zanimajo. Ne? Ampak mi smo šli na minimum tega, kar je v bistvu Evropska unija določila kot obvezno. Potem je pa tudi vprašanje, zakaj je Evropska unija določila tako nizko mejo, ne? Da če greš samo na to mejo, so v bistvu drobižeki. Dejansko se borimo tu z nekimi projekti, ko se jih tudi mi gremo za drobiž. In s tem ne moreš reševati nekih problemov. To mora priti, ne vem, dejansko neka sredstva, tako kot jih je Budimpešta naredila v podeželje, ne, da se zdaj tu v porabi, da se ne bom ponavljal, ne, tam so bili na izmrtju, zdaj pa imajo samo v ene tu majhni vasi 70 otrok od 1 do 14 leta, kar je bilo nepredstavljivo. Pri nas pa šole osnovne ne morejo zapolniti na Goričkem gor, nekje po, ne vem, 40, 50, 60, 70 otrok je že dosti v eni šoli. Ne? Pa ni recimo tudi neko vrste razočaranja nad politiko tudi zdravstvo. Recimo, zdaj kako dolgo že štrajkajo? Štrajkajo, zdaj že pa se ne zmenijo. Te zdaj mi tako plačujemo vse te prispevke, ne? Te ne priješ do zdravnika, naši ljudje hodijo rajši na Hrvaško, recimo na operacije, rajši hodijo k zobari v tujino, pa mi še vedno plačujemo vse to. Mislim, kakšna je te potem tu neka zdrava kmečka pamet, politika pa se dela kot ta, ki je nekem v primežu neke farmacevtske, lobijev farmacevtske industrije in se tu nič ne premakne. Pa ni to tudi eden izmed močnih argumentov, ko ljudje vedno manj zaupajo politiki. Pa recimo morda en primer, če se malo tako v heci izrazim, je to, ko ti pač kličeš, ne, ko bi šel na nek pregled, ne, pa medicinska, ali pač tisti administrator dvigne, ne, pa tam je napisano, 3 mesece je čakalna doba, čez 3 mesece pridete, ne, za sabo pa ne pogleda, kaj je pa stroj stoji, ne, pa človek, ki dela, tudi stoji, ne. Torej to tako, bom rekel, birokratizirano, ne. Če pa plačaš, si pa lahko naslednji dan tam. Da ljudje to gledajo, ko tu ni nekih rešitev, polno nekih birokratskih zapletov, potem, če želiš nekaj, moraš si pa samo plačniško. Koliko potem to na človeka vpliva, ko je skeptičen tudi nazadnje do politike, ki te stvari usmerja? Ti? Mislim, da ti, ker... Ne, to je tako težka tema zdaj, ne? To je kompleksna tema, ampak jaz gledam tu, jaz sem vesel, ne, da zaenkrat ne rabim klicati, ne, za vrstni red, za kak pregled ali pa kaj takega, ne, ampak jaz pogrešam pri tem še več preventive, še več zdravega načina življenja, ki je povezano ne samo z zdravjem, boleznijo, ampak kako preprečevati, kako bomo mi, jaz pogrešam recimo nek interes, podeželje smo govorili, ne, podeželje so lahko naše modre cone, ne, blue zones, kjer bi lahko delali na tem, da lahko ti starost, ne, ko smo se danes že v starosti, čim dlje si aktiven, čim dlje lahko sam za sebe skrbiš, da si v družbi z svojimi sovrstniki, ne, da si nasplošno koristen, ker koliko je znanja
v enem starejšem človeku, ne, to mora biti naš interes, ne, za zdravje, ne, ko zbolimo, ne, sistem, delovanje sistema. Ne, Če lahko zdaj kar skočim. Ne, ampak, Simon, po mojem se ključno zadev, da se to izvajal, sem si takoj preskočil na to ključno besedo zaupanje, ne, in ker to samo, zdravstvo je samo eden od teh polj. Ampak vsi ga imaš- občutimo. Ja, Vsi ja, ga ja, najbolj ja. ga občutimo. Seveda. Ljudje starejši ga najbolj občutijo. Samo to zdaj pada na vse področja, ne? Ker dejansko občutimo, se strinjam, se mogoče začneš spraševati, samo, ali nas ni, ne vem, politika, kje nas je pa, kako bi rekel, zadovoljila, razen takrat, ko smo se, ne vem, osamosvajali. Že pri vstopu v NATO, bom rekel, smo bili eni grenko razočarani na kak Pa način. kaj, smo zdaj mi res tako samostojni, kot smo bili pred... Samostojnost je Kako smo si mislili, da smo pred 30 leti? Samostojnost je iluzija, nikoli ne pride poceni, nič ni zastonj. Ne? Zastonj je samo mišolovki, ne? Absolutno. In ko si ti toliko krat, bom rekel, prevaran, ne? Kot tisti rek pravi, ne? Če me prevaraš enkrat, je tvoja sramota, si pač prevaran. Ampak če me pa dvakrat prevaraš, sem pa jaz neumen, ker se pustim toliko prevarati. no, ampak zdaj pride nekdo, pa bodimo optimisti. Oblikuje se Se tudi neka realno politika. sprašujem, odkud vlečeš ta optimizem, zakaj? Ne, če pride do dobre, kje sem jaz pesimist recimo, ne? Če nekdo oblikuje pa res dobro politiko, pa lahko je to zdravstvena politika, ne vem kakoli, lahko je dobra rešitev na kjerkoli drugem področju, ali so ljudje že toliko razočarani, toliko skeptični, da tudi dobre politike ne bodo na koncu Točno to, uspeli, točno. Prišlo je ne še do bodo pogojnega sprejeti. refleksa, da že vnaprej rečemo, nič dobrega se ne more narediti, ker če pogledaš, ne vem, ali sodstvo, ali ne vem, tudi, kaj jaz vem, rečemo, ne vem, te velike državne politike, ali so... Pa ne, vse pravna država deluje samo za tiste, ki imajo polno denarja. Ja, vse to sem ti hotel... Tisti se na koncu dopolniti, zmaže, ja. kdorkoli je. Denarja sveta vladar, ki lahko ubide tudi, ne vem, marsikatere, ne vem, pravne drugače norme, ki bi jih navaden človek si ne more privoščiti, ali tisti brez denarnice. In zato pravim, pod soncem ni nič novega. In so v bistvu ti lobiji, ne, ti fevdi so razdeljeni. In kamorkoli greš, ne vem, ali živilsko predelovalno, ali energetiko, ali ne vem, primarni, sekundarni sektor, to ti bolj ve, tercialni sektor. Smo mi v zadnjih 4 letih itak videli, kateri lobiji nas obvladujejo. Ne? Najprej, ko je prišla korona, je bil ta farmacevtski lobby. Ne? Ko se je v Ukrajini začela vojna, je bil najprej to energetski lobby, je zdaj pa ta vojaško-industrijski kompleks glave. Ne? In tu se zdaj vidi, kdo dejansko vodi vse te stvari, kdo to se usmerja, ne? In kdo na koncu koncev dobiva velike zaslužke, državljani in državljanke pa imajo kot posledico vedno tanjšo denarnico. Jaz sem ti se boš pridružil, ne? Zdaj tudi, če se ne strinjaš, ampak če to delajo tvoji, vsaj upaš, da si del ekipe, ki zmaguje, ne? Da ti moraš utopiti vest, ker moraš se reči, ok, naprej sprejmem. Pa tudi tisti, ki se, ekipa tudi, to me veš na koga me spominja, na one, ki igrajo na Titaniki. Ja. Titanik se postavlja, ampak glavno, kaj se igrajo, kaj so igre. Glavno, kaj so mi zmagovalci, kaj mi lahko igramo. Če gli se potapimo. Optimizem vlečem, ne? Ja, daj. Dobro živimo, ne? Mislim, v naši Sloveniji dobro. Ampak tako večinsko ni nam tako slabo, ne? Je okej. Kaj je merilo? Ja, standard materialni? Mi smo to že enkrat debatirali, ampak če najdeš nek smisel življenja, ne? Ja. Če imaš nek smisel, da si zapolniš življenje, da izkoriščaš ta leta, ki so ti bila namenjena, tako ali drugače, ne? Jaz bi rad, da ostane ta država tako dobra za življenje, ne? Tudi za naše generacije, ne? Za naše otroke, vem, da spet sem idealist, ne? Ampak ker geopolitične razmere, ker ste zdaj omenjali orožje, Ukrajino, geopolitični, to so tektonski premiki, kaj se dogaja, ne? Seveda. V svetu, ne? In kako bomo mi ohranili našo državo varno? Dobro, vem, da so tema evropske volitve, ampak dajmo se na Slovenijo skoncentrirati, kako bomo mi ohranili naš način življenja, kako bomo mi ohranili to, da lahko jaz otroka pustim tudi ob mraku, vem, da če bo kje, ne vem, na igrišču metal na koš, ne? Da je okej, ne? Da me ni strah, ne pomislim, da me je bilo strah, jaz se najbolj bojim, kaj se pa jaz bojim, je, da bi me bilo strah. Kaj bo prevladal strah? Da bi me bilo strah, ker zdaj me še enkrat... Ampak to se že dogaja. Ne? Že v Sloveniji, v Ljubljani se mu dogaja, predvsem pa še v Nemčiji, pa v teh deželah. Ja, vem, kaj misliš, ampak jaz sem zdaj bolj bil usmerjen na kakšne, rekel, čist konflikte vojaške, ne? Ja. To je blizu, ne? Zdaj pa je blizu, ne? Samo dej,
to kuhanje žabe, ko je sigurno v podlagi vseh teh taktih, strategij, ki jih strici v zadje, pa te elite z nami vodijo, ne. Zato sem tudi teoretik zarod pa skeptik. Enostavno vidiš, ne, da ta modus operandi princip, to, kar si ti rekel, ne, je tu ustvariti klimo strahu. To, kar si ti prav povedal, zdaj je točno to diagnoza, ki sem jaz sam še razširil. Jaz sem rekel, da je v času covida prišlo do institucionalizacije strahu. Politika nas je strašila, farmacija, znanost, zdravniki, akademiki, filozofi, cerkev ne nazadnje. Ni bilo segmenta družbenega, kulturniki. In tisti redki, ki so ali pa smo, upam pa tudi na televiziji jaz, temu toliko probali plavati nasproti, kaj si jo začel ugotavljati? Ja, šment, ali je to zdaj šlo samo za enkratno epizodo, ne? Ali pa nas to čaka v prihodnosti, pa mi nimamo otrok, mislim, vidva mata, ne? Toliko bolj naše otroke, ne? In ali bo ta strah zdaj z naslednjo epidemijo, ne? Zopet vemo, kako so naši v odboru že glasovali za ta sporazum z Svetovno zdravstveno organizacijo. Potem se sprašuješ, ne vem, da smo naenkrat kot NATO moramo se solidarizirati za vsako odločitvijo NATO, da se povečuje konflikt z pošiljanjem orožja, ne? Vidiš, da recimo te kot na suho, ne, perejo glavo že v primeru recimo naše meje z Hrvaško, ko smo zdaj zopet doživeli, na koga se boš zanesel, to hočem reči še enkrat. Hrvati vedno vse zmagajo. Hrvati bi pa nekdo vedno zgubi. Pa zdaj, a mi imamo občutek, da smo... Pa mi vedno zgubimo. Ali imamo občutek, da smo vedno poraženci, ampak ne glede na vse to, ali smo prej naštevali te lobije oziroma kartele, ali ko so že potem, ali v politiki, ali kjerkoli, komu še zaupati in zakaj? V koga položiti zaupanje. In tu nimaš racionalnega razloga, ker si bil že, ker ti moraš zatajiti, da si bil tolikrat prepeljan ženo čez vodo in greš se samo za to, da je bolje našim kot on njihovim. Glede, koliko pa smo naredili od osamosvojitve, ki je bila danes omenjena kot nek uspeh, pa konsens, tu smo bili vsi srečni in gor dol, ampak koliko smo si mi v Bruslju v zadnjem obdobju naredili neke podlage, da bi lahko svoje, grdo rečeno, sebične interese, legitimne rečemo legitimne interese izpolnjevali. Če pogledamo, ne, rekel sem, da površno spremljam, pol pa gledam kandidate za predsednika Evropske komisije, lahko bo ostala Ursula von der Leyen, ki je zdaj, ne, potem drugega se menja Marija Dragija, ne, tretji Andrej Plenković. To pomeni, Hrvati so si naredili nek imidž oziroma neke lobije, lovke imajo v Bruslju, so delali kontinuirano na tem, da imajo vpliv. Vprašanje je, ali mi delamo na tem kot država, da imamo vsaj v Bruslju, vsaj v nekem centru, evropskem centru moči, ne, da imamo svoj vpliv. Samo oni imajo kaj ponuditi, ne? Ne, samo čakaj, naši se bodi samo kregati gor, pa to že druge. Vemo, kako je bilo takrat, ko je bila tista, ko je prišla ta komisarka, mislim, za medije, ali kaj je imela tista Jourova, z Češke, ja. Z Češke je bila, ne, kaj je bila tu na obisku v Ljubljani, ne. Naši politiki to izkoriščajo za notranje politični boj. Pa dobro, volitve so vedno so nacionalne teme, ne. Mi volimo poslance v Evropskem parlamentu, ne, ki bodo tam najbrž zastopali neke generalno evropske interese, ne, volimo pa jih po načelu nekih nacionalnih tem, ne, ki bodo prevladali. Vse to nima nobene logike, ne, ampak jaz ne zamerim ljudem. Ja, to imaš prav. Jaz si predstavljam, zdaj pa imam izziv organizirati razpravo, debato med kandidati za evropske poslance. Rad bi govoril o evropskih temah, ker so to evropske volitve, ne. Je to sploh možno? Saj, ne da bi podceneval ljudi, ne, ki bodo to gledali, če bo sploh kdo gledal, ne, če že ni preveč razočaran, ne, ampak kako jim približati neke evropske teme, ne, ki so res evropske teme, ne, pa potem na drugi strani, da bodo kandidati sploh znali, da so toliko, da imajo takšno neko vizijo, ne, ker jaz pogrešam vizijo, ne, da imajo neko vizijo, da bodo lahko na neka tista vprašanja, ki bi jih dobili, ne, dali prave evropske odgovore. Ampak mediji izpostavljajo prave teme. Vse to se, glej, hoče se te vprašati podobno, kaj so evropske teme? Recimo, če mediji res naslavljajo, ko so pač ta soočenja, ko sprašujejo, ko imajo te debate z temi kandidati, če res oni naslavljajo tiste prave evropske teme, ki bi jih morali. To je težko. Težko je za medije, ne, ker mediji se mora vprašati, ali bo to sploh kdo gledal, ne. Jaz se za vlogo nekega medija probam postaviti, ne, kako postaviti
res eno dobro predvolilno debato, ne, ki bo naslavljala prave teme, ne, pa da ta debata nam bo sama sebi namen. Ne. Ampak ni pri nas najlažje, kaj je tisto, kaj ti nekoga voliš, ko si proti obemi, ko že 30 let. Se ti ima smisel, gledaj, volitve imajo smisel samo za neopredeljene. Ni pomembno, niso pomembne vsebine so nepomembne. Pomembno je, ker ti greš na volitve zato, ker oni ne bo zmagal. Ti se moraš z nekom identificirati. Ti se identificiraš ne toliko s programom, kot pa z osebo, z nosilcem. Zato ne razumem, ne vem. Ampak vsebine bi mogle biti tiste. Zakaj? Zato, ker se tisti evropski poslanec, če je izvoljen, potem veš, zakaj se bo zavzemal. Prvič ga ne moreš odpoklicati, drugič pa moraš biti res zelo se poglobiti, pa zelo analizirati, kje so razlike, da boš rekel, ja, ne vem, med levimi se splača to stranko na mesto one, ker ima malo bolj levo ali manj. Ne zmoreš ti tega, da more milijoni to delati. Jaz recimo hodim na volitve in zdaj tudi šel na evropske volitve, ampak jaz bom obkrožil osebo, za katerega mislim, ki se bo zavzemal za neke cilje oziroma neke vsebine, za katere se tudi jaz identificiram. Moja teza je pa nekaj, to bom jaz. Jaz ne bom nekoga govoril zato, ker medijsko delajo to zgodbo ali se za ali proti. Jaz ne bom šel na volitve samo zato, ker proti onemu volu, ker so mi tako rekli, ali pa za onega volu, ko so mi tako rekli. To ne. Jaz se probam pač med temi 11 listami, ki so, pa med temi, to je skoraj 100 kandidatov, ko najdem pač nekako tistega človeka, ki bo nekako zabupan, pa nekako tudi me je prepričal, ko bo v 5 letih nekaj dobrega. Ti na podlagi enih ključnih... Samo ne vem, če bo ta človek v parlament prišel. Ja. Jaz bi vseeno dodal, pa lahko me zanikaš me, oziroma rečeš, da ni res. Recimo, jaz bom vseeno trdil, da ti izbereš 2 tabora in rečeš, v tem je malo preveč, ne vsi, ne, ampak določene cilji so mi tuji. Se pravi, izbiram samo še iz tega bazena, iz tega pola na tej strani. Tu boš pa izbiral tistega, ki ti je bolj simpatičen. Ker vseeno so nianse, ne so tu zdaj neke tektonske razlike. Se pravi, če si ti ali na eno ali na drugo stran bolj opredeljen, tebe določeni takoj ne zanimajo. Med tistimi, ki te zanimajo, pa boš vseeno šel na tistega, ki ti je tudi, bom rekel, preferiraš ga, ne samo zaradi programa. Jaz sem eno soočenje gledal, ne? In sem se ravno ob tem soočenju spraševal, kako se bo za en potencialni volivec, gledalec odločal. Ne? Ali bo ga prepričala ženska, ki je izjemno simpatična in deluje tudi kot dober človek. Ne govorim za površinsko, ampak vsebinsko, ne? Da deluje kot dober človek. Ne? Potem imaš na eni strani, ne vem, zdaj konkretno lahko tu imeni govorimo, ali... Če pozitivno, bom probali vse omeniti, da ne bo nišče, pa gremo, kako so, ne vem, recimo govorim o Ireni Jovevi, ne? Meni deluje od Svobode, ne, bomo rekli njihova na prvem mestu, ne, meni deluje kot dobra oseba, recimo, ko sem tisto gledal, ne, o tistih temah, o kateri se je govorilo, ni imela ravno, bom rekel, ni bila najbolj prodorna na tej razpravi, je pa se mi zdela kot dober človek, ne. Potem gledamo... Tako on je dober človek z njegove? Pustimo za to, ne, ampak se mi je zdela kot vredo, ne, tak, ne. Potem sem, recimo SDS je drugi, mislim, da ne, tako je, ne, Romana Tomc, ne. Mi je delovala izjemno kompetentna. Kompetentna oseba, ne, da ve, o čem govori, ne, tako zelo jasno vse. Ne. Potem vidim Vladimirja Prebiliča, ne, ki mi je dajal vtis moralne avtoritete, recimo, ne, na tistih. Potem me je presenetil kandidat SLS-a, ker ga nisem poznal do zdaj. Ne. Mislim, da je dr. Gregorčič, nekaj takega. Ne. Biš kot Šinsko, on je malo on pa, to človek, to pa mi mogoče lahko imel vizijo, ne? Ne? Če grem ne, od SD-a, ne, sedanji poslanec tudi, ne, on je deloval... Nemec, ne? Ja, on je deloval tudi tak nekot pojava, nekot celi, the whole package, ne, je deloval tudi tak. Sej to je tako, sej to se takoj strinjam, ne? Ker gre za osnovno človeško psihologijo. Ugotovili so, da pri zaposlovanju, če imaš kandidate, ne vem, lepša ženska ima bistveno več šans, da bo zaposlena kot nelepa ali pa nasplošno tudi moški. Mi lepim ali pa karizmatičnim pripisujemo tudi takoj več sposobnosti. In ti, če želiš že na nekoga staviti, to je verjetno stave, boš verjel na tistega, na katerega ti že tvoja subjektivnost kaže, da je lahko morda uspešnejši. Ne, da ima, mislim, da bolj prav. Mi neposredno to povezujemo. So delali tudi raziskavo, da uspešni politiki so v nadpovprečno visoki in pretežno alfa samci, ne, recimo. So tudi Macron ali pa so te izjeme, ne, ali pa. Ampak načeloma je prav neverjetno tudi med temi, če pogledate kandidate, kaj zdaj. Ampak
ti si prej opisal, ne? Samo sem govoril toliko površinsko, Ne, privlačnosti, ne? Ne, pa že deluje Jaz za sem samo pa- prezenco. Ti si omenil tote 3 poslance evropske, ne, si omenil, ampak ki bi ne bili tu neko alternativo, ampak v Evropskem parlamentu so bili v koaliciji. Pa vsi so za isto praktično glasovali, se pa na koncu so vsi von der Leyenovo podpirali. To je koalicija, zdaj bila ljudska stranka, socialisti pa Renew, ne? Ja. Pa vmes so še malo zeleni Ne, pomagali. in je zanimivo, ne? Ampak to je za tisto, evo, to si za eno zadevo dobro omenil, ko sem prej rekel, ne, ti debato organiziraš predvolilno, potem pa je recimo tema pakt o migracijah, ena sveža zadeva, ne, ki so sicer eni naši poslanci v delu, mislim, da glasovali drugače, ne, ampak to je izglasovala koalicija teh 3. Ja, ki se sicer v programih, ja. Zdaj pa se bodo Ja. tu na domači sceni, pa se bodo med sabo, ne, tam pa so. Se zato ni nekih pravi izraz koalicije, obstajajo samo interese, ki so trenutno nas vežejo ali nas trenutno ločujejo. Ne, saj v bistvu na ta način. Zato je, da bi pri nas naredili, pa bi bile volitve, pa te bi recimo Golob pa on kaže od SD predsednik Han, ko bi te bila zdaj neka alternativa, ko bi, ne, so pa dejansko cel čas v skupnih stolih, ne, in se potem prikazuje kot neka alternativa. Ne. Evropski To se mi parlament zdi, je kot tak- celo še SDS potem zraven te No, koalicije. vsi so SLS, ne? Vsi so isti, ne. Vsake imamo, ne? Mislim, Bomo vsi rekli poslanci. Saj, nekdo mi je rekel, politika je samo umetnost mogočega, če pa da svoje interese pač probaš. V nedeljo so bile volitve v nemški zvezni deželi Turingiji, to je bivši vzhod, so bile sicer lokalne volitve, ki so malo drugačne, ampak zanimiv je rezultat, ker je dejansko 50%, volilna udeležba je bila več kot 60%, ampak polovico volilcev, ki je šlo na volitve, ni volilo etabliranih političnih strank. Se pravi, volili so, ali so pa AfD volili, ali so pa volili neke liste, lokalne liste pa tako naprej. Kaj to pomeni za tiste etablirane stranke, Pomeni, ko jih da polovica volilcev ne voli? Kaj to pomeni? To je za mene je to protestni glas proti etabliranim elitam, ne? Ki te druge, ki jih pač za na nek način skoraj že prehitevajo v glasovih, imenujejo populiste, ne? Zdaj ne vem, če je to ravno žaljivo, meni ni populist. Katera pa ne želi biti stranka za populus, no? Ja, ne se za ljudi, ne, ampak to pomeni, da se je zmanjkalo vizije. Mislim, jaz sem dosti bolj podrobno politiko spremljal v preteklosti, ne, in jaz sem takrat, dobro, mogoče ni bilo toliko medijev, toliko spleta, toliko vsega letelo, vseh informacij z vseh strani, ampak takrat so bili, vseeno si verjel, da so to neki ljudje z vizijo, ki vodijo staroste, tudi slovenske politike, pa so bili levi, desni, liberalci, kjerkoli, ampak to so bili res močne osebnosti, imeli so močna prepričanja, tudi če niso bila ista, ne, ampak Ja, kjerkoli je nek njih volil, kol, če se kogarkoli so spomniš, prepričali, ja. si imel vseeno nek mirnost, zaupanje, da oni vseeno vejo, kaj delajo, da imajo 5-10 let naprej gledajo in da niso ljudje, ki gledajo samo do naslednjih volitev in niso toliko odvisni od politike, da če slučajno ne bodo zvoljeni, da so potem brez službe. Ne sme biti politika samo, da mogoče malo grem preveč radikalno, ne? Ampak to so zelo nevarne situacije. Ne? Kako se zdaj recimo, dobro, mogoče sem ne fair, ampak recimo socialna demokracija se je praktično zgubila, ne? Ni sposobna artikulirati, povedati svoji nekoč bazi, ne? Močni bazi, kakšne ima rešitve za prihodnost. Tu se točno strinjam, kar si rekel, izpelo se je, izpraznil se je, ker če ti non-stop svojo politiko gradiš na tem, volk je, potem pa ne vem, te tudi tisti najzvestejši prvrženci verjetno čez čas imajo zadosti. Ne? In to je to, kar je Dejan rekel. Gre za nezaupnico. Oziroma, če se navežem tisto, kar sem jaz preiskal, iskanje substituta, nadomestka, v koga projicirati svoje zaupanje. Lahko, da bodo te, ki so zdaj neetablirane, sčasoma postale etablirane AfD ali kaj takega. In bodo naletele na podobne probleme. Ker ne vem, če je še sploh dovoljeno v tej konstelaciji, ne, te Evrope, ne vem koliko hitrosti, pa koliko politik, ne, da bi se rodil še ponovno zopet neki, ne vem, ali pa da bi Helmut Kohl ali takega, ki je personificiral, ne glede na to, ali je danes ali jutri, ali to že svojim
bivanjem pojavil, se je vedelo, katere vrednote zastopa. Se je bilo tudi takrat, mislim, trgovanje je bilo in vedno, ne, ker ti poskušaš svoje interese afirmirati oziroma realizirati kot stranka. Vendar so pri volivcih vseeno, so takih čudnih koalicij, ne vem, bi bilo možno. Ampak ni najlažje, bom rekel, tistega političnega nasprotnega, ki ti napošlje v okvir demonizirate, pa z nekimi kratkimi, bom rekel, sporočili ga spraviti na rob in, bom rekel, volilno telo aktivirati, da bo šel voliti, samo da oni ne bo. Ker, jaz ne vem, politike je očitno je zmanjkalo nekih državnikov, zmanjkalo je vsebin, ne vem, če ima kaj za pokazati, ne vem, če delajo, mislim, nisem prepričan, kaj delajo v interesi državljanov in državljank, torej tisti, ki jih volimo. Mislim, ni to nekako pač metanje dimne bombe. Veš, preveč je enostavnih rešitev za kompleksne izzive prihodnosti, ne? In to vse posod leti, ne? Vse posod je šel trend, pa ne samo pri tistih strankah, ki imenujejo za populiste. Že vsi se temu prilagajajo praktično, ne? Na neke enostavne rešitve, da niso pripravljeni tvegati. Ne, enostavno je, imaš diskreditacijo, pa potem eliminacijo, ali je hitro, ali je postopno. V glavnem, dr. Batič pri nas je napisal tudi, mislim, da je celo doktorat na to temo, kako je zloraben pojem, to, kar si ti omenil, fašist. Ti daj ga, obkladi ga z tem predikatom, kako se ga zdaj naj reši. Ne? Ko enkrat ti ne boš undo, erase, ali pa kako je v računalniku zbrisati. Tebi se začne, če za dosti dolgo ponavljaš neko laž, se vem, kdo je to rekel, ne? Ni važno, če ljudje celo ugotovijo ali laž ali resnica, ampak ti moraš za dosti močno skozi medije ponavljati neko mantro. Dobrega medija so imeli, dobrega mentora so imeli. Ja. Očitno so se njegove knjige. Ja, glej, pa tudi on ni izumil tega. Tisti mentor, na katerega vsi vemo, katerega misliš, ne, je tudi imel svoje mentorje. Ja. To je že iz behaviorizma, ne, človeškega obnašanja. Pravi so potegnili ena spoznanja, recimo Fromm, ko rad omenjam, on je napisal Beg od odgovornosti. To je eno temeljno sociološko delo. Človek ne premore odgovornosti, ker s tem prenaša na sebe, veš, tudi posledice za svoje dejanja. Ti jih pa rajš projiciraš nekoga drugega. In to je hitro ugotovil. Ne? To je ta ne samo čredni nagon, pa ta konformizem, ki ga imamo, ampak enostavno nismo, kot bitja nismo še zreli pa sposobni na podlagi. Zaradi tega tudi ne za demokracijo, jaz vem, ker na zadnje je to demokracija zahteva ne samo predsedstva strank, da so visoko zaveščeni, tudi volivci bi morali biti, da bi potem tudi izbirali med tistimi, ki res najboljšo opcijo ponujajo, ampak to so ugotovili kdaj že, da ljudje tega nismo sposobni. Kako kaj komentirata to soočenje v Evropskem parlamentu, ki so imeli pač za celo Evropsko unijo, za te volitve? Ko so recimo v Evropskem parlamentu je 7 različnih političnih skupin, ne? Ampak na soočenje so povabili samo, bom rekel, 5 skupin, 2 pa ne. Soočenja nisem gledal, tako da vsebine ne bom komentiral. Prebral sem, da je bila težava, da 2 evropski politični skupini nista bili zastopani, ker nimata špicen kandidata, če sem prav razumel. Je to pravi razlog? Ja, ampak mislim, to se mi zdi bolj izgovor, kako pa. No, mislim, je bil to izgovor ali razlog. Tako sem tudi nekaj prebral. Mislim, to težko ga požrem, po domače rečeno, ker se pred 5 leti špicen kandidat se s tem malo sfižal, ne? Ker na koncu predsednica Evropske komisije ni postala špicen kandidatka svoje stranke, ne? Teda ta razlog je malo tak, po domače rečeno, ne? Ampak je pa tu zanimivo, zdaj si me malo napeljal, si mi misli, volitve 10. junija bomo imeli neke rezultate, 9. 10. kadarkoli, kako sestaviti večino v Evropskem parlamentu, pa ne samo večino, to še bodo nekako zmogli, da bo večina teh, ne vem, polovica od 720, ne, da bodo jo našli. Kakšna težava bo Evropsko komisijo sestavljati? Ker na eni strani vemo, evropske komisare predlagajo države članice oziroma vlade, vemo, da na eni strani bomo imeli v Evropskem parlamentu, bomo najbrž doživeli, vse projekcije kažejo rast dveh evropskih političnih skupin, ne, ki jim pravijo populistični, ne, desnih populističnih, ampak projekcije kažejo, tam njihova moč bo zrasla. In na eni strani bo težko, kako bo Evropska ljudska stranka sploh sestavljala večino, ali bo šla po tej poti, kot je zdaj vedno šla, da bodo zraven socialisti, Renew, pa mogoče, ne vem, če še zelene vzamejo, ne vem, da dobijo večino po sedežih, ne, pa ajde, če jim to uspe,
mogoče, oziroma najboljše bo jim to uspelo, čeprav lahko tudi Evropska ljudska stranka naredi kak manever, pa vzame koga drugega, ne, ker bodo močne, ti dve politične skupine. Povemo, ki so liberalci tudi, ne? V katerih vladah so tudi zraven, kao populistov. Ne? Ampak zdaj imaš že težave, ker potrjuje Evropsko komisijo v parlamentu, ne? Volijo predsednico Evropske komisije. Ta pa bo moral komisar oziroma predsednik Evropske komisije sestaviti Evropsko komisijo od komisarjev, ki mi bodo države članice predlagale. To pomeni, že če gremo v Italiji, vemo, kdo je na oblasti. Melonijeva se ne bo liberalca, socialista ali pa Evropsko ljudsko stranko, kjer je sodi, ne, predlagala, ampak bo to šel z ideja, pa pač, ne vem, konzervativca, kogarkoli, ne, bo tam kandidat, ne. In Evropska komisija bo sestavljena zaradi vpliva držav članic, bo sestavljena iz evropskih komisarjev, ki pripadajo političnim skupinam, ki pa ne sestavljajo večino v Evropskem parlamentu. In to, kako se bodo vdarjali pri ključnih politikah potem? Kako boš lahko ti implementiral ključne evropske politike, kako boš ti lahko neko izvršilno oblast imel, ker se bo čisti kaos zgodil. Glejmo, v Sloveniji ni problem, ne? Najbrž bo vladajoča stranka bo predlagala nekega liberalca, ne? Oziroma se imajo že kandidata, oni spadajo v Renew najbrž bo del koalicije, kaj pa v drugih državah, ki pa ni takšna situacija. Pa Slovaška recimo, Nizozemska, Mađarska, Italija. Ja, Italija, tako. Močna država. Vprašanje, če ne Finska, kako malo zdaj na Iberskem polotoku se tudi malo kaže, ja, tudi neki trend. Ja. Ne, in imaš sestavo Evropske komisije, ne, v parlamentu te podpira ena večina, v komisiji pa imaš ljudi iz drugih političnih strank in zagotovo se bodo pojavile situacije, da bo treba iti, ne vem. Vse posod je ta efekt, ne, nihala, ne, ko se en ekstrem preveč razvija, se počasi čez čas že po naravi sami nasprotni pol začne krpiti, dokler tisti ne postane glav. Ne. Ampak to, kar si prav rekel, Simon, ne, v bistvu gre, jaz to tudi ne spremljam tako natančno, ampak gre mi za princip, ne, da se vendarle hoče že pod krinko demokracije prejudicirati, kama cela ta ladja naj pluje. Mi vemo, recimo, jaz bom zagovarjal, zakaj noče biti na krščanskih temeljih, zakaj se ustava ne želi spremeniti, ne, da bi to poudarili, ker ta Babilon, jaz mu drugače ne rečem kot Babilon, ker tudi ne nazadnje imitira sama zgradba Babilon, babilonski stolp, in je kot prispodoba mnogih narodov, mnogih jezikov, seveda pa tudi še več interesov skoraj, da, ne, ampak prispodoba je skoraj za kaos. In trenutno mi skačemo, ne, vse to, ko vidva govorite, jaz pravim, ne, kako še sploh obvladati ta kaos, ker po moje je tu toliko različnih interesov, toliko različnih vizij, to, kar si rekel, kako naj ima Evropa skupno vizijo, ne, če se že okrog, to, kar se že mi zdaj med sabo, ne, okrog migrantov ne moramo zediniti, ali rabimo 30 do 40 milijonov, ne, novih delovnih mest, ki jih lahko dobimo samo z migranti, ker to takoj potegne za sabo neke nujne ukrepe, pa ne rečem, da bi mi bili sposobni ali nesposobni, ne vem, to razrešiti med nami, ne, ampak hoče reči, to ne vidim, to bo zopet nekaj drugega, kar rad izpostavljam, nek zakon inercije, ker bojo probali kolobariti te neke bolj načelne, manj načelne koalicije še nekaj časa. Jaz se sprašujem o operativnosti evropskih institucij. Pa se na to napeljujem. Ker kaj moraš vse upoštevati, ne? Moraš upoštevati, recimo, ne vem, normalno gender balance, ne? Dokler proračune ne bodo tudi... Težje. Zdaj pa jaz, ne vem, recimo, ne vem, pa zmišljujem si, zdaj se res hipotetičen primer dajem, ena država, pa naj bo recimo Italija to, predlaga enega kandidatko za evropskega komisarja, ki pa ni okej z, ne vem, socialisti v Evropskem parlamentu, ker ima mogoče neka skrajna stališča za njih. Ja. Mi pa tega ne bomo podprli. Točno. Je pa kak, ne? Če pa smo koalicija notri, ne? In tu se bodo takšne stvari lahko se zgodijo, ne? Zdaj pa še posebej po teh volitvah, ne? Jaz tudi malo, mislim, zdaj verjetno me bo že neki bypass znali to ubiti, ampak neko pad pozicijo, ne vem, Simon, da ti povej, mislim, ti preveč sprašuješ, povej svoje mnenje, glede pad pozicije, je realna ali ne, to, kar tudi Dejan predstavlja. Ne, jaz mislim, ko se bodo zmenili te populiste, pa ljudska stranka, pa liberalci. Pa kako to pa še skupaj? Pa glej, pa interes, skupni interes, skupnega interesa. Zato, ker jaz mislim, če pogledamo malo, kako se vlade sestavljajo po Evropi, pa kdo kje je, ne? Če si malo pogledamo na Nizozemskem, kako je Geert Wilders sestavil vlado, ne?
Jaz mislim, da je šlo v to temo. Pa tudi zanimiva zadeva je na Danskem, kjer so socialisti, mislim, da so socialisti vladajoča stranka, pa kakšno stališče imajo, ne, do priseljencev, do migrantov. Ne. Mislim, jaz ne vem, zakaj so to totalno skregano z socialiste. Ne. Tako da jaz mislim, da ta voz gre pač v to face desno stran in jaz mislim, moje mnenje je, ko bo prišlo do ene take koalicije. To je moje mnenje. Lahko se sicer vse zgodi, ampak jaz mislim, ker mi zdaj sicer nekega pogleda, kaj se bo zgodilo, nimamo. Ne. Zdaj neke ankete se pač pojavljajo, ne. Ampak kaj so se ankete namenjene? Ne? Merjenje javnega mnenja ali oblikovanje javnega mnenja? Ne? Kaj pravite vidno? Eno in drugo, sicer da je pretežno za oblikovanje, ker nekdo je naročnik, nekdo ima neko uredniško politiko, nekdo ima neke, ne vem, preference, afinitete do določene politične opcije, ki jih, ne vem, drug uredniški odbor, ki izvaja, ne vem, drugo anketo ali pa drug medij, nima. Ne? Tu si lahko tudi, bom rekel, kako se to čudno čuje, objektivno pristranski, ne? Ker že narediš tako, da se ti, ne vem, se lahko, ne vem, potolažiš, da je, češ objektivno, ne? Ampak so že tako sugestivno vprašanje oziroma določajo, da lahko tudi različno interpretiraš. Potem jaz vedno opozarjam tudi na velikost vzorcev, tudi če niso zastopani po teh kategorijah, po starostnih, izobrazbenih, težko ti ekstrapoliraš na podlagi tega. Potem tudi, če zadaneš tiste, ki so volivci ali ne volivci, če imaš od 100 vprašanih 50 takih, ki ne grejo na volitve, kaj potem sploh, ne vem, njihovo mnenje, ne. Skratka, jaz mislim, da seveda je pretežno za oblikovanje mnenja, ampak zopet bom rekel, ti lahko še tako anketo s takimi rezultati pokažeš, vplivalo bo samo na neopredeljene, po moje. Ker tisti, kot ti pravimo včasih, ne samo vojščaki, ampak zapriseženi, ne vem, verniki tudi ali kdorkoli, v stranko, v osebo, v katero projicirajo pač svojo. No, ker jaz vseeno mislim, kak je recimo zdaj anketa tudi v Sloveniji za te evropske volitve, pa že več čas recimo govorijo, ko bo dobil SDS 4 poslance. Ne. Jaz to ne verjamem. Ne. Jaz ne verjamem, da bodo jih toliko dobili, ne. Ampak se mi zdi, da je to samo neka motivacija, da grejo ljudje na volitve, pa kad rekli, ne oni, da bomo proti volili. Ne. Spet ista zgodba, ki se pri nas že 30 let pojavlja, kako vedno pravim, ni vsebin, samo je to za ali proti. In jaz mislim, da je to velika napaka. Zato pa smo prišli tam s politiko, kje smo prišli. Jaz mislim, da bo še en pomemben moment, ne. Zdaj, kdo bo zvoljen, ne vem, kako se bo teh 9 sedežev razporedilo stranke, ne vem, ali bo to, ne vem, lahko si zdaj gremo v napovedi, ne, sicer je to, bom zelo na pamet rekel, ampak po mojem, recimo, bo zagotovo SDS dobil vsaj 3, ne, NSI bi znal dobiti enega, ne, tudi SLS bi znal presenetiti z enim, dobro, na evropskih volitvah niti to ni presenečenje, ne. Pa kaj smo zdaj, 5 smo jih že razdelili, ne, oziroma 7 jih razdelil, ne, 2, pa rečemo, da bo Svoboda 2 dobila, smo že na 7, jaz mislim, da bo Vesna, ne, s Prebiličem dobila enega, ne, smo na 8, pa mogoče potem še SD dobi enega, ne, in tako bo po mojem 5-4 bo rezultat za desno, ampak kaj je bolj pomembno, je to pomembno, kdo bo zvoljen, vse je to pomembno, ampak kako bomo mi vodili proces imenovanja našega komisarja, ki bo dobil mesto slovenskega predstavnika v Evropski komisiji, ne kdo, se že govori, kdo to bo, kjer je resor, kateri resor, za kateri resor se lahko mi zborimo, ko bo zdaj vse, kar smo prej omenili, ko bo treba balansirati med različnimi političnimi strujami v parlamentu, med državami članicami, kdo je na oblasti, ne, mi bomo dobili enega komisarja ali komisarko kakorkoli, ne, kateri resor bi bil nam zdaj dosegljiv, realno dosegljiv glede na našo moč, ne, v Evropski uniji, da bi lahko najbolj uveljavili neke svoje strateške interese, če jih sploh imamo. Točno. Če jih sploh imamo izoblikovane. Pa če nam bi jih dovolijo. Ne, ker jaz imam, ne, tu ne, jaz že to več čas govorim, jaz bi probal dobiti resor za širitev. Ker Evropska unija zdaj v momentu... Tu imamo prednost, ta jugosod... Poznamo, ne, normalno, ampak tudi zaradi vpliva, ne, in vsega, ne, ampak to je zdaj ta momentum, ne.
Če Evropska unija v teh 5 letih izgubi ta momentum za naslednjo širitev, ne, ker te države, ne, ki čakajo že ne vem koliko let v vrsti, ne, počasi bodo one več ne bodo rabile Evropske unije, mogoče, ne. Ampak nam je v interesu, da se Evropska unija širi. Kot mi postanemo neto plačniki. Glej, če postanemo neto plačniki, ne, to se bo slej ali prej zgodilo, ne. Se to ni nujno zdaj najslabša stvar na svetu, ne. Važno je, da ti, če govorimo o evropskih sredstvah, da jih plasiraš v pravo vsebino, ne, v razvoj. Ko bomo mi dojeli kot država, da so evropska sredstva razvojna sredstva, poudarjamo razvojno. Treba je ločiti proračun države članice, ne, naš slovenski proračun, kjer moramo sfinancirati ne vem kaj vse, občine morajo sfinancirati vse, kaj, da sploh življenje teče kot teče, ne. Večino evropskih sredstev pa moramo kanalizirati v razvoj. Ne, in če bomo mi na taki razvojni stopnji, da bomo lahko neto plačniki, ne, ampak strateško, to je vse povezano. Širitev, ne. Jaz mislim, da mi ne bomo toliko šli gor, ta lestvica. Kdaj bodo oni prišli zraven, se bo lestvica spustila. In mi bomo isti ostali, samo bomo šli iz minusa v plus, oziroma iz plusa v minus. Ne more biti samo interes naš, da smo neto prejemniki Evropske sredstva, to ne more biti strateški interes članstva Evropske unije. Mi moramo imeti strateški interes, kje bomo mi svoj vpliv širili, kje bomo mi imeli svoje zaveznike znotraj Evropske unije. Ali smo mi sposobni kot država, ki je šla skozi proces širitve, ki je imela tudi obmejne spore, ali smo sposobni z tem vsem znanjem, izkušnjami, mogoče pomagati? Ne, se vemo, naš vpliv proti severu, kakšen je. Ne verjamem, da je bistveno, mogoče je nekaj boljši proti jugu, ne? Ampak to, kot si mu vprašal, oziroma dal istočnico, jaz se ne bojim, da bi mi standard bistveno padel ali pa da ne bi imeli investicij tudi v potrebno državno infrastrukturo, če bi do tega prišlo. Meni je to, da se ta Babilon samo še povečuje in postaja samo še večji Babilon. In ti, da bi tak monstrum oziroma tako naddržavno povezavo lahko držal, bi moral imeti vsaj nek minimum homogenosti znotraj. S tem se bo pa heterogenost samo še povečevala. Jaz mislim, da moraš imeti predvsem neko strateško suverenost navzven, kot Evropska unija, kot ta... Samo težko jo imaš navzven, če znotraj je ne zmoriš postaviti. Ja, ampak to se strinjam, samo to je posledica po moje, navzven, to se strinjam. Jaz bi mogoče prej, ki si prav, ko si napovedoval, kdo bo šel v parlament, ne, če zdaj malo skočim, ne. Jaz ne bi bil v to tak prepričan, ne. Lahko se zgodi, da bo SDS-u enega odžrla resnica. Ker v ozadje vidim, malo pogledamo, kdo so na teh listah in kako imajo stvari prek socialnih omrežij zgrajeno. To mislim, kar se je že pokazalo. Ne bi tudi ostalih podcenjeval, kakorkoli tam Grošelj kandidira, ki je evropski poslanec, jaz ga ne bi tako samo odpisal, ne. Imamo tudi Lipuščka, vseeno, kakorkoli tam desovski ima mrežo, ki ima vse, ga ne bi odpisal. Tako da jaz ne bi tu nobenega odpisal. Jaz pravim, ko imajo vsi šanse, ne, je pa res, kako si poti reči, eni pa ima pač določeno prednost. Samo gledaj, če se pridemo v 9 poslancev, ali pa če zaokroži bajde zaradi lažjega računanja na 10, ne, pri enem ali dveh mogoče. Se pravi, prostora za presenečenje ni pri 50%, niti ni pri 40%, niti ni pri 30%. Se pravi, variabla, ta faktor X, mogoče je pri enem ali dveh največ. Ne. Jaz mislim, da pri dveh največ. Da je predvidljivo, tako si ti na začetku našteval, pa se je tudi pri 7, mislim, do 7 si še prišel, ne, pa potem se ti je pri 2 malo, ne, kak bo razmišljal, ja. Tu je možno tam pri 2, da se lomi. Če bi še tu debatirali, bi 7 od 9 bi vidno uskladilo. Se pa strinjam, 5 desnica, 4 levica. Ja, sej, pravi. To pa mislim, da po mojem bo taki rezultat. Ja, sej. In tu si, ne, v bistvu so osebe že določene na nek način. Ne? Pravim, 1 ali 2. Jaz mislim, da bo kvečemo eno presenečenje. Pa vprašanje, če bo za mene osebno, no, ampak... presenečenje so bila vedno na 10%, teh evropskih volitvah. Vedno je bil kaki taki, ki je prišel v Evropski parlament. Govoriš Vednini, ja. Recimo, ki je bil Šoltes je bil recimo taki primer, ne? Ja, tisto je bilo presenečenje, tisto pa je za mene tudi bilo. Vedno so se na teh volitvah zgodile zanimive zadeve. Je pa seveda odvisno tudi od udeležbe, ne.
No, to še mogoče za zaključek našega govora, ko smo že več kot 1 uro, pa so gledalke in gledalci že malo utrujeni. Pa mogoče še v eno mnenje, če je to etično, moralno, ker so skupaj z evropskimi volitvami tudi neki, bom rekel, referendumi. Za politike je etično pa moralno. Jaz mislim, da je politično spretno. Politično spretno, to je moje mnenje na kratko. Ja, tako je, jaz imel en pogovor, je doktor teologije rekel, da v bistvu se zdaj že mešajo včasih stvari, ki so moralne z političnimi, da se kliče tudi, ne vem, na zavest vernih, da se okrog teh enih vprašanj proba to povezati. Seveda so razočarani že dolga leta v Evropskem parlamentu, mi to dobro vemo, ali pa tudi v komisiji nad vsesplošno odzivnostjo volivcev, zakaj je ta letargija, apatija, mislim, da zdaj tu dosti razlogov za to povedali. Jaz še v bistvu mencam razmišljam, ker vam bom povedal en primer, ga oba poznata, ampak ne vem, katerega leta je bilo 2015 ali ne, smo imeli referendum v letnem času. To je bil referendum z največjo udeležbo na evropski ravni. Bilo je odziva 40 milijonov Evropejcev je dalo svoj glas. To misliš javno posvetovanje? Ja, tako. 85 nas je bilo, odstotkov nas je bilo za. Tiste najbolj turistične države kot Grčija, mislim pa Malta pa tam, ali kaj so že bili, niso bile toliko, ampak še vedno nad pol. Pa je bilo upoštevano? Ne. Se pravi, koga tu blefira tu? Tudi če daš posvetovalni, kaj šele zakonodajni, kaj šele na nivoju, da vem, Slovenije, primerjavi z Evropo, če požreš v sekundi tiste neke svoje, ne vem, preambule, ki jih zapišeš, da se bo izpolnjevala volja ljudi. Kako? Mislim, pa so nazaj pri menjavanju plenic, ampak tako se strinjam, na spremembi ali ne spremembi letnega časa ali na menjavanju plenic se na teh banalnih primerih se odraža, ali naj zaupam ali ne nekomu. Ja, dobro, jaz se vam zahvaljujem za to zanimivo debato. Ja, za zanimivim zaključkom. Morda še za kakšna zaključna beseda? Kaj, jaz bom zamenjal nalogo, da se sploh odločim, koga bom volil. Ker jaz to volim na teh volitvah, jaz sem na evropske volil že levo, desno, vse sem volil. Tako da, odvisno, malo bom se prvo posvetiti, vsebinam, pa malo ugotoviti, če je to možno, s katerim najbolj delim pogled na prihodnost. Mi imamo tudi soočenja, slako kako soočenja na naši televiziji pogledaš, kjer se bomo potrudili čim bolj vsebinski biti, pa čim bolj vsebinske stvari nekako izluščiti, ki so pomembne za našo prihodnost. In tudi če jaz nekako povem moje mnenje, seveda, kako sem že prej omenil, jaz bom tudi malo pogledal, vsebine so važne, pa tudi seveda človek, ki je zaupanja vreden, za katerega smatram, ko me ne bo razočaral, pa ko bo se nekako za tiste ideale zavzemal v Evropskem parlamentu, za katere se tudi jaz nekako zavzemam. To se meni zdi najbolj pomembno. Ampak se bomo skozi preostanek volilne kampanje temu posvetil. Berno, zdaj še pa tvoja tista zadnja beseda. No, če me ne boš cenzuriral, jaz žal ne vem drugače slovenščine lepo povedati, bom kar v izvirnem jeziku obečanje, Ljudomir radovanje. In žal se težko izogneš tega, ker vidiš, da vsa ta leta, ko prihajaš, ne vem, proti starosti, da je prišlo več kot očitno na plano, da odločajo neki drugi interesi. Niti tisti interesi, katere si ti kot mladi gojil, upal, verjel, ali si jih tudi zaupal z svojim glasom. Nazadnje vidiš, da so šahovnico, mislim, so neke figure, ampak da so interesi, kdaj koga kaj žrtvovati, kdaj kaj, ne vem, narediti, kot je pričakovano, oziroma kot ljudstvo pričakuje, da mu daš tudi kdaj pa daj drobtinice. To mi je postalo, ne vem, moja trenutna vera, upam, da bom kdaj demantiram, bom pa z veseljem oziroma z veseljem, zanimanjem spremljal rezultate zlasti referendumov, ker so res, se tiče tudi morale, s tem pa tudi te osnovne podstati, na kateri bazira družba. Jaz se vam zahvaljujem za zanimivo debato, hvala lepa, torej po volitvah smo se spet vidimo. Vam, dragi gledalke, dragi gledalci, pa seveda hvala za pozornost, hvala, da ste zdržali v naši družbi. In seveda, da ste videli en malo drugi pogled na to politiko in pa na prihajajoče evropske volitve, ki bodo 9. junija. Drugače pa hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.